danes je točka nič in od točke nič gledamo v prihodnost. V štartno pozicijo izhodišča so postavljeni vsi energenti in iz točke nič poskušamo razmišljati o tem, kateri nas bo lahko v etapah pripeljal do recimo največjih učinkov, pri tem pa gledamo predvsem na okolje. In če startava iz točke nič in imava v vrsti vse energente, kako začneva? Mislim, da tehnologija je na skoraj vseh področjih že razvita, ampak mogoče se treba najprej vprašati osebnostno, ali smo te tehnologije pripravljeni sprejeti. Cilj je ta, da transport zelo dekarboniziramo, kar je seveda zelo jasen cilj. Drug cilj pa je tudi ta, da dejansko mesta izpraznimo avtomobilov, ker nas vedno več živi v urbanih središčih in je mnogo prostora zavzetega za vozili. Tako da nekako, če pogledava, najprej moramo sprejeti dve osebnostni odločitvi. Torej, vozilo, kot ga uporabljamo danes, pri bistveno nižjem ogljičnem odtisu, razen potencialno vozila z gorivnimi celicami, bodo vplivala na naše potovalne navade. Ampak zakonodajalci v evropski ravni tudi z tem niso zadovoljni in bi želeli doseči, da se v daljni prihodnosti ali pa srednji prihodnosti tudi odpovemo osebne mobilnosti, torej lasti nad osebnim vozilom. To je ena ključna stvar, ki je zgolj recimo sociološko-politična, ki jo moramo sprejeti. Seveda ta bo pa pogojevala, ker se bomo ali v političnem okviru ali kot kupci obnašali drugače, ta bo pa narekovala tržne deleže. In tako da tukaj zdaj se ta tehnološki vidik je na voljo, je pa na nas, da se odločamo. Toda med katerimi tehnologijami naj se odločamo? Elektrifikacija vozil se je zgodila in ta trend bo dejansko nezaustavljiv. In večina predikcij predvideva, da bo 2040 do 50 od 80 ali pa celo čez 95% osebnih vozil elektrificiranih. Kar pa ne pomeni, da bodo to zgolj baterijska električna vozila. Začela se bodo pojavljati in tržni delež bo naraščal vozilom, ki imajo gorivne celice, kjer je seveda iz vodika, tipično vodik je ta prvi energent, na katerega se računa pridobivali električno energijo. Največji delež v celotnem tem obdobju se pa napoveduje priključnim hibridom in hibridnim vozilom. Ampak konec motorjev z notranjim izgorevanjem se vendarle še ne bliža tako hitro. Kljub ogljični nevtralnosti se še vedno, predvsem pri težkih vozilih, ne moremo popolnoma izogniti tudi do 2050 ogljičnim, torej predvsem motorjev z notranjim izgorevanjem, zato je ključno, da presežke obnovljive energije predelamo preko vodika in kasneje lahko še za uporabo CO2 v metan, metanol in na ta način seveda lahko naredimo vozila, kljub temu, da uporabljajo gorivo, ki vsebuje ogljikov vodik, ogljično nevtralna, se začne v tem krogu krožiti tudi ogljik, ki ga porabljamo pri produkciji goriva. Pojdiva k tistemu, kar poganja slovenske avtomobile danes. To je bencin in dizel. Ta dva, še posebej slednji, je danes zelo očrnjen, kar tako zdaj prekiniti niti ni mogoče, niti z tehničnega stališča v resnici ni tako jasno, zakaj bi to mogli narediti. Če pogledamo znotraj segmenta motorjev z notranjim izgorevanjem, seveda smo vsi priča v zadnjih letih, da se izkoristek Ottovega motorja ali pa bencinskih, rečemo raje Ottovih, ker jih ne poganja nujno bencin, motorjev dvignil. Je res in večina ljudi vidi samo to plat, ampak dvignil se jim je na račun predvsem ali pa veliki meri neposrednega vbrizgavanja goriva, ki je pa se seboj prineslo tudi težavo izpustov delcev. In če pogledamo trenutne Euro 6 norme, bomo ugotovili, da so vse mejne vrednosti v okviru 20%. Torej, zelo pomembno dejstvo je, izkoristek Ottovega motorja se je dvignil, ampak Ottovi motorji trenutno in po masi in po številu delcev izpuščajo podobno delcev kot dizelski motorji. In tu je ta težava. Zdaj, za še nadaljen dvig izkoristka bomo začeli delovati z revno mešanico, torej z presežkom zraka, kar bo povečalo probleme naknadne obdelave dušikovih oksidov
in jih tudi v tem približalo dizelskim motorjem. Tako da tukaj zdaj ta ločnica, da so eni res slabi emisijsko, drugi ne velja. Vsekakor pa velja, da so stara dizelska vozila, ki emitirajo res rede velikosti več škodljivih snovi, teh se je za izboljšanje kvalitete življenja nujno, da se v razumnem času spravijo iz cest. Če pa pogledamo vozila od Euro 6 ali celo bolj specifično Euro 6C naprej, pa ni nobenega posebnega razloga, da bi preferirali Ottove napram dizelskim motorjem. Posploševanje, da bi rekli, dizel porabi manj, ampak onesnažuje bolj, bencin porabi več in onesnažuje manj, preprosto ni enačba, ki pije. Ne, obe razliki se zmanjšujeta. Zgodile se so recimo stvari, ki so nepopravljivo dizelski motor postavile v slabo luč. Če bomo v prihodnosti uredili emisijske meje, ta slika ni pravilna, ampak za dizelsko floto, ki jo zdaj vidimo na cestah, je pa to dokaj realna slika. Tako da spet z tega, zdaj gledamo dejansko z predhodnimi izkušnjami v prihodnost. Bolj ko čistimo, drobnejši so delci. In ti drobnejši delci se še bolj nalagajo na nek način. To je spolzek teren. Ja, zdaj mogoče tukaj par podatkov, ki je zanimivih. Torej, če pogledamo po masi delcev, trenutna Euro 6 meja je, da vozilo lahko emitira 0,45 kilograma delcev na 100 000 kilometrov. In zlahka pospravimo to, kot to je nič, ker je to manj kot obraba pneumatik plus zavor. Je en del resnice, drug del pa je, da je meja 6x10 na 11 delcev na kilometr, kar je pa zelo visoka vrednost, kar pomeni, delci so res zelo majhni in problem je ta, da trenutno štejemo delce z visoko natančnostjo do 50 nanometrov. Glavnina delcev Ottovih motorjev je pa med 10 in 20 ali 30 nanometrov, kar pomeni, da emitirajo zelo dosti zelo majhnih delcev, ki dolgo lebdijo v zraku in ki tudi prodrejo globoko v telo. Drug problem je ta, da jih z klasičnim okoljskim monitoringom težko zaznajo, ker tam merimo pa 10 mikrometrske delce, kar pomeni, enaka masa enega mikrometrskega delca ustreza 10 milijardam 10 nanometrskim delcem in tudi te metode niso več primerne. Tako da tukaj pa dejansko ti majhni delci predstavljajo problem, ker jih ne na vozilski strani, nikakor pa ne na okoljski še sploh ne znamo zmeriti. V kakšni obliki in kje vidimo največji razvoj bencinskega in dizelskega motorja? Vsekakor bodo motorji z notranjim zgorevanjem opremljeni z kupom električnih komponent. Seveda zdaj poznamo hibridna vozila, ki imajo podobno moč elektrokomponent kot motorji z notranjim zgorevanjem, teh je mnogo. V prihodnosti bomo pa videli zdaj tudi tako imenovane mehke hibride ali mild hybrids po angleško, kjer bomo stavili na 48-voltno arhitekturo, ta zdaj močno prihaja in prav s temi 48 volti lahko zelo spremenimo delovanje motorja. Enkrat imamo na voljo večjo generacijo električne energije, imamo večji shranjevalnik električne energije in tukaj se pojavljajo različni aktuatorji, električno gnani kompresorji, ki bodo zelo pomagali pri dinamičnem odzivu motorja. Na ta način bodo delovne prostornine lahko manjše, izkoristki višji, razvija se kup napredne senzorike in prav v prepletu električnih in elektronskih komponent plus motorjev bomo v naslednjih letih dejansko dosegali te velike napredke, predvsem pa v povezavi z priključnim hibridom, ki se bo pa lahko v urbanih središčah vozil popolnoma električno in na ta način seveda nižal izpuste.